Lep pozdrav, dragi gledalci, gledalke, poslušalci in poslušalke. Danes gostim avtorico romana Gorica. Mateja Gomboc je pisateljica, prevajalka, profesorica slovenskega jezika, je avtorica učbenikov za slovenski jezik in pripovedovalka, ki navdušuje. Dobrodošli, gospa Gomboc. Pozdravljeni. N1 podcast s Suzano Lovec. Gorica in Nova Gorica sta te dni v središču pozornosti. Drži. Slovenije in širše Evrope. Mi o zgodovini tega območja, o meji, o usodah, življenju, ljudeh na tem območju konec tedna v rubriki Poglobljeno objavljamo tekst našega novinarja Jakoba Murovca. Vsem priporočam, da si gledalci in gledalke, poslušalke preberejo, ga poiščejo v rubriki Poglobljeno in preberejo. Kot piko na i pa imamo na N1 še pogovor z vami, ki ste pred časom, torej leta 2023, napisali roman Gorica. To je roman o življenjih več protagonistk skozi približno 80 let, ne? 80? Tako približno. Ja, začne se roman leta 42 in konča v sodobnosti. Tako. Skratka, če bi morali z eno samo besedo povedati svojo prvo asociacijo na Gorico, katera bi bila ta beseda? Torej, osebna izkušnja. Nova Gorica je nekoliko starejša od mene in ko sem kot dijakinja zahajala v Novo Gorico, mi je bila sveža. Sveža. No, ker jaz sem tudi pomislena, sonce pa upanje, recimo, sta meni. Drži, kar asociacija. Čeprav mogoče jo zdaj prebivalci drugače doživljajo, jo jaz še vedno tako, kot sem jo, kot najstnica. Kar najbolj zadane tudi v vaši knjigi je to, kako se je spreminjalo to območje. Kako je tok zgodovine spreminjal, določil barve življenj v bistvu teh ljudi, ki so tam živeli, ki jih vidimo čez teh 80 let. In to zgodovinsko ozadje, torej pred vojno, vojna, meja, gradnja novega mesta, 80. leta, osamosvojitev in potem pogled skozi ta dom starejših občanov nazaj na vse to, kar sem zdaj omenila. Kako v bistvu ta zgodovina uokvirja te usode njihove. Zelo zanimivo in tudi moram povedati, da ko sem se spravila k pisanju tega romana, sem naivno se spravila v smislu, da bom pisala zgodbe posameznic, kako so tisti čas doživljale. V resnici se je pa izkazalo, da v tem času premalo vem in sem odložila pero, bi lahko rekli po starem, z metaforo, in začela študirati. In s branjem knjig, gledanjem filmov, predvsem pa s pri pogovorih s pričevalci, s tistimi, ki so to doživeli, se mi je odstrlo, lahko rečem, neverjetno veliko neznanih informacij. Tako da sem jih nabirala sem jih bolj kot jezike Pina, sem jaz nabirala te zgodovinske informacije, na katerih sem bila osupla. Nisem vedela zanje, nisem vedela, kaj se je dogajalo. In sem se trudila jih čim bolj verodostojno, hkrati pa tudi romaneskno ubesediti. Predvsem je to tudi roman o času, o katerem ne razmišljamo, to je o času, preden je Nova Gorica nastala. Tudi o tem. In meni so recimo ljudje, ki živijo v Novi Gorici in so brali vaš roman, rekli, da tudi oni sami niso pomislili na nekatere stvari. Vedeli smo za okupacijo, vedeli smo za prepoved slovenskega jezika, za marsikaj pa nismo vedeli, kaj se je zgodilo po kapitulaciji Italije, kakšni so bili obračuni Nemcev z domačini, za bombardiranja nismo vedeli, kaj se je pravzaprav dogajalo od 1. maja 1945 pa do 12. junija istega leta, ko je Gorica prišla pod zavezniško upravo, kaj se je 2 leti potem dogajalo. Dobro, zgodovinarji so vedeli. Zgodovinarji, ampak splošna publika o tem običajno, ko je pomislila na Novo Gorico, ni pomislila na te stvari. Tako, pa še ni pomislila, tudi sama nisem, kako je Nova Gorica, vedeli smo, da je nastala Nova Gorica, kako je nastala, na katerem pravzaprav ozemlju je nastala,
čigavo je bilo tisto. Vedeli smo, da so bile mladinske brigade, ampak kdo je potem krojil ulice? Nekaj me je presenetilo, kar sem čist presenečena slišala, najprej prebrala, potem pa še slišala, ker mi je gospod urbanist Tomaž Vuga to povedal, da je bila Nova Gorica 12 let neasfaltirana. Tako da to so in to je ta Nova Gorica, ki je nismo mislili, s tem, med drugim pa s tem romanom, jo v bistvu se dvigne ta arhitektura in te spremembe, pred nami. Drži, tako kot je Marcel Proust v Combreju napisal, da so mu vonji prinesli misel na ulice, ki se dvignejo tako kot japonske igrače, ko vržeš papir na to kepico v vodo in se odpre. Tako se je pred mano so se te ulice odpirale, razpirale v vsej svoje skrivnostnosti in hkrati v novih zgodbah. Ne? Ja, ker vi ste pa tudi živeli v Novi Gorici. V resnici še vedno živim. Torej, že spet moram pravzaprav povedati, ampak živim na robu goriške občine. K temu se vrnemo na koncu pogovora, kjer bova zaključile povsem drugače. Drugače pa moram povedati, živeli smo z družino 12 let v Novi Gorici in najprej smo prišli tja z eno hčerko, potem sta se tam rodili še dve in moram povedati, da je bilo to mesto po miri mlade družine. Idealno. Vse je imelo, bilo je vse lahko dosegljivo in prijetno, pa da ne govorimo o klimi. Kot pravi dr. Mitja Velikonja v zelo, zelo barvitem, doživeti spremni besedi k vaši knjigi, mislim, da on reče, da se v tem mestu ljudje, otroci niso ločevali. V našem otroškem svetu smo se namesto po bogastvu in prestižu naših staršev ločevali po, kot se za pravo mesto spodobi, predelih. Res je. In to tudi zdaj dostikrat, ko nastopam, mi povedo, kakšni boji so se bili med temi predeli. In tudi Mitja mi je povedal, da je prišel marsikdaj krvavih kolen in spočeno ustnico, ker je bilo treba, lahko rečemo, ščititi svoj teritorij, ampak to so seveda samo otroške vojne. Ni bilo pa pomembno, so v istem bloku živeli in delavske družine, direktori in tako naprej. Ja, zdaj, ta prostor, Gorica, Nova Gorica, živimo ga lahko čez to vašo knjigo, prek vaše knjige, ampak v nastajanju knjige vi ste najprej nameravali napisati avtobiografski roman o življenju v 80 letih in v prehodu potem demokracijo, a ste zaradi dveh zgodb, dveh pripovedovanja vaše tete in znanke, ki je bila Furlanka, spremenili ta načrt. Zdelo se vam je, da morate povedati zgodbo o Gorici in zgodbo o ženskah v Gorici? Predvsem o ženskah mi je bilo najprej. Ja. Zakaj? Torej, tista ideja, moram povedati, kakšen ritem imam jaz pisateljski, ker sem tudi pisateljica za otroke in mladino. Običajno enkrat napišem knjigo za mladino, potem morda kakšno za otroke in prišel je čas, ko bi bilo prav, da napišem knjigo za odrasle oziroma roman in ves čas mi je v glavi šlo, kako so bila naša leta zanimiva. 70., 80., 90., 70. še v takem trdem režimu, ki ga seveda otrok ne čuti, ampak je samo vesel, če je recimo pionir ali pa gre v kolonijo oziroma jaz sem hodila na taborjenje. Pa potem 80., ko sem postala študentka in se je že čutilo tisto osamosvajanje in misel na samostojno Slovenijo. In potem 90., ko se je ta samostojna Slovenija začela in sem bila jaz mlada žena, mlada mama. To mi je bilo zanimivo. Mogoče bo kdaj nastal tak roman, ni še. Ampak potem, kot sem že rekla, sta se mi ti dve zgodbi zdeli tako zanimivi. Pogovor s teto, ki je bila mlada učiteljica v mladi Novi Gorici, s takim žarom je to pripovedovala, kako je bilo to takrat. Spominjala se je neverjetnih podrobnosti, čeprav je zdaj jo malo zapušča spomin,
je spomin na tista 50. leta bil še briljanten in tudi na naslovnici je 3. na tej fotografiji. In druga je bila ta zgodba gospe, ki je kot furlanka s svojo družino, kot otrok ostala na jugoslovanski strani meje, njive na italijanski, sorodniki na italijanski, oni pa na tej. In ti dve zgodbi sta mi bili neverjetni. Ampak vi ste temu potem dodajali, ne? To sta samo, lahko rečemo, piedestal, s katerega sem skočila. To sta samo okvira, samo odskočni deski. Zgodbi sem popolnoma predrugačila, njuni življenjski zgodbi, kakšen drobec iz zasebnega življenja sicer ohranila, ampak to vem pravzaprav lahko samo jaz, pa oni dve, a ne. Drugače pa sem čisto dala domišljiji svojo pot in skozi njuni življenjski zgodbi, to sta Dora in Pina, sem pripisala pravzaprav usode mnogih ljudi, mnogih zgodb, ki sem jih slišala ali pa prebrala, ali pa tudi domislila ob zgodovinskih dejstvih. Kot sem prej že omenila, doktorja Mitja Velikonja s to polnokrvno spremno besedo, on med drugim tudi piše o Gorici, nekaj zelo nadrealnega je v zgodovini Nove Gorice, nekaj v kali protislovnega, a še kako konkretnega, kot bi hkrati prebiral Eliadovski učbenik starih mitologij in študije sodobnih utopij. Kot sem rekla, vaš roman je v bistvu zgodba o tem območju tudi preden je nastala Nova Gorica, ampak potem, ko ste slišali vse te zgodbe, ko ste vi še prispevali k tem zgodbam, a zdaj v bistvu po Novi Gorici drugače hodite, kot ste hodili prej? Hodim drugače. Ja, hodim drugače. Torej, Gorica mi je oživela, skoraj lahko rečem, kot oseba. In že ko sem ustvarjala ta roman, najprej ko sem brala ta zgodovinska dejstva, oziroma jih zbirala skupaj, ne? Potem pa, ko sem začela pisati in sem tudi večkrat šla v Novo Gorico, pa tudi v Gorico, ker sem potrebovala, ker sem morala iti v knjižnico, ker sem morala iti v gospodu Marušiču, ker sem se dobila s kom v mestu, ki mi je kaj povedal, sem vedno drugače doživljala. No, tukaj lahko povem tudi skrivnost. Roman se sicer začne s 4. protagonistko, ki niti ni protagonistka, ampak je stranska oseba, to je Mateja. In ona gre na obisk v Gorico in to je ta Mateja uprizorila, zato da sem imela prav, lahko rečemo, točno konkretno podobo. Da ste tudi vi v romanu. Drži. No, iti skozi tunel, se pravi iz Rožne doline, iti skozi tunel, priti na področje Nove Gorice, ki mu zdaj ni več ime Blanče, ampak do tega do enega leta 52-53 mu je bilo. Pa potem hoditi po ulici, ki je imela toliko nešteto imen, a ne? Da sem celo se poigravala z idejo, da bi romanu dala naslov Ulica s toliko imeni, ker jih je neverjetni. Pa šla mimo, to je Rjavčeva zdaj, pa prišla do avtobusne postaje, kjer je bilo včasih pokopališče, kjer so ostaline pokopališča, nekaj kamnov nagrobnih. Skratka, tista hoja je bila prva drugačna hoja zame, ki sem ta roman napisala. Tudi mene je roman spremenil. Upam, da tudi bralce. No. Tudi vas osebno je spremenil. Tudi mene, ja. Tunel ste omenili in pišete tudi o spominski tabli, zaradi katere nas je vleklo, pravite, v tunel. Tukaj sva se ljubila, ti in jaz, popolnoma gola. To je ena od najbolj nenavadnih spominskih tabel na svetu. Nekdo jo je moral naročiti, dati vgravirati črke, jo v samotnem trenutku pričvrstiti na to mesto v tunelu, poklon vsem ljubeznim sveta. Vsak si, vem za to tablo, mnogi so mi govorili o njej, vsak si za to tablo nariše svojo zgodbo. Tako. Ima o njej neko svoj odnos. Od dvomljivcev, da je to si nekdo dal gravirati, kar je mogoče nastalo v njegovi domišljiji, do zelo konkretnih zgodb. To pa poznam, vem, kdo je to bil. Sicer
sicer nihče, mislim, toliko je bilo teh, kdo je to bil že, da po moje ni res niti ena zgodba. Kaj pa vi vidite v tej tabli? Meni je všeč. Kot sem napisala, poklon sem ljubeznim sveta. Ljubezen je lepa. In tako zdaj ta tunel je zdaj lep, ne? Takrat ni bil. Ker ko sem jaz se spomnim kot dijakinja, študentka, pa pozneje kot mlada mati hodila skozi ta tunel, je bil malo grotesken, ne? Ker je bil zelo mračen, zelo vlažen, od vse povsod je kapljalo, kaplja še zdaj pravzaprav, ampak je lep, je urejen, ne? Kolesarska pa sprehajalna pot je. Včasih pa ni bilo tako zelo lepo, ne? Skratka, ta umik, skrivnosten umik naj ostane skrivnost. Z Radia Slovenija ste nedavno rekli, da ste bili zaradi usod in zgodovine tudi pretreseni, tudi danes ste to omenili, da se vam je Gorica prikazala v novi luči, pravite, tudi mene samo je spremenila. Ne? V zgodovinskih okoliščinah, v spremembah, v negotovosti, v izgubah, vse to je v bistvu v tej knjigi. Ne? Jaz sem bila pred nekaj dnevi v Naplju, in sem obiskala to delavsko sosesko, v katero naj bi bila postavljena ta Elena Ferrante, torej neapeljski ciklus. Torej otroštvo iz neapeljskega cikla. In se mi zdi fascinantno, kako je recimo pred mano, ko sem prišla tja, ustajala cela ta zgodba, ne, sicer fikcija, ampak cela ta zgodba, vsi ti ljudje, delavci, ne, v hipu lahko doživiš ta fašizem, delavsko gibanje, družinsko nasilje, revščino, sindikalni boj, gibanje za ženske pravice, razredni boj, vse te usode. In podobno se mi zdi, v bistvu, da zdaj v Novi Gorici bom lahko videla v bistvu vsebino vašega romana, da nekako ustaja v bistvu ta zgodovina preko tega romana, bolj kot sem jo prej poznala. Vam je zdaj, rekli ste, da vas je spremenila, ampak vam je zdaj Gorica dlje ali bližje? Torej, najprej moram povedati, da tudi bralci Gorice, mnogi so mi že rekli, da so šli zaradi romana v Gorico, v Novo Gorico in naredili družinski izlet, naprimer, ali pa peljali prijatelje, bralni klub in tako naprej, kar mi je všeč. Drugo pa, torej jaz sem Gorico od vedno imela rada, tukaj se ni nič spremenilo v mojem odnosu do Gorice. In kvečemu bližje mi je, v smislu, nekam sva, ne moram reči pobrateni, ampak sva posestreni z Gorico. Meja, kot so jo zarisali, ne, takrat. Tudi o tem piše naš Jakob Murovc v članku. Zelo. Tudi slike so dobre, fotografije, ki jih je pridobil. Meja, kot so jo zarisali, je posegla v družine, a zelo različno. Ne? To je videti v Jakobovem članku, to je videti tudi v vaši knjigi. Tudi vaši liki različno gledajo na to mejo. Kaj je za vas meja, gospa Gomboc? Torej, jaz sem ko sem se zavedla svojega življenja, sem bivala v Italiji, v Sovodnjah. Se pravi, torej veliko sem bila tam in iti iz Sovoden, slovenske vasi, čez Vipavsko dolino do Ajdovščine, odkoder sem, je pomenilo iti skozi, skoraj lahko rečem, železno zaveso. Na meji, tam pri Rusi hiši, rečemo mi, pri Rdeči hiši, v Rožni dolini, so bili cariniki in miličniki, zelo strogi in zelo hudi, in smo zmeraj bili malo v stresu, ko smo hodili tam mimo. In meja je bila močna, trdna meja je bila to. Potem, ko smo z družino se preselili v Novo Gorico in dobili propustnice, in sem lahko na kolesu šla, 200 metrov stran smo stanovali, šla čez mejo brez najmanjših težav prek malo obmejnega prehoda, je bilo lepo. Meni je bilo preprosto že priokus svobode, da ne govorimo po letu 2004 in potem, ko je padla po Schengenu meja, je čudovito. Res meni je to tako lepo, da kar greš, ne, v Gorico. Težko je spet, zaradi tega, ker spet so karabinjeri, ki nadzirajo, da prebežnikov ni,
Pa hudo je bilo v času covida, ker je bila meja zaprta zaradi bolezni. In so ljudje si metali na eno stran čokolino, na drugo stran kavo, naprimer, ne? In se srečevali, ampak ni bila taka, kot je bila od leta 47 do leta 55. Tako. Tisti čas je bil res krut. In zdaj, ko obiskujem po mestih, knjižnicah, ko obiskujem ljudi, oziroma ko sem gostja, mi mnogi povejo res zelo žalostne zgodbe. En gospod v Tolminu mi je pripovedoval, kako je kot majhen fantek hodil vsako nedeljo popoldne s svojo družino na mejo gledati nonota in nono na drugi strani. In je nono enkrat z vso močjo, kolikor jo je premogel, vrgel pest bombonov, da bi jih ta vnuk dobil, in so prileteli nekaj metrov stran od jugoslovanske meje, ker vmes je bil prazen prostor. In jih je jugoslovanski graničar zbrcal nazaj na italijansko stran. In takrat je tale otrok prvič videl svojega nonota jokati. Ja. Ali pa zgodba Nadje Velušček, ki je režiserka, pa s hčerko sta posneli marsikateri film o Gorici, je rekla, da je prvič v življenju se k svoji noni stisnila, ko je imela 7 let. Ker je nona ostala v Gorici. Tako da zgodba Veketovih, ko Rozi ostane na drugi strani, je metafora, je presečna množica številnih usod. Ki so ostali. Ja, ali pa zgodba o Dori in njenem fantu Frankotu. Ja, tudi v Jakobovem tekstu, torej še enkrat bralce in bralke napotujem nanj, je v bistvu to dobro napisano tudi s pomočjo zgodovinarke, kako se je spreminjala ta meja, ampak tudi kako je bila recimo drugačna, zakaj ta recimo primerjava z Berlinskim zidom ne zdrži, ne? Kje ne zdrži, kako je bilo to mesto v bistvu drugačno, kako je drugače nastajala ta meja in kako so ljudje drugače ob njej živeli. Definitivno pa je ločevala družine, tako kot vi pravite. To pa je vsekakor tisto, kar je najbolj boleče. Bila je nečloveška. Ne? Ko sem bila v muzeju na Železnici v Novi Gorici, me je pretresel prizor v enem filmu, ki so ga posneli zavezniki, kako se tam okrog 15. septembra 1947 prepirata mož in žena. Mož se je očitno odločil, da bo šel na drugo stran, ona je pa besna. In ona dva se ne slišimo, kaj se pogovarjata, samo vidimo njune obraze, kako je on premočrtno odločen, da bo to storil, ona je pa besna. Skratka, to se je dogajalo, ne? Da so družine tudi narazen morale iti. Vaš roman je tudi roman o jezikih. Ta prepletenost, nekaj sva že rekli o tem, ne, je zelo poudarjena, italijanščina, slovenščina, furlanščina. Novogoriško narečje vi načrtno uporabljate besede in sklanjatve, tako kot v Gorici govorijo. Ne? Čeprav moram povedati, jaz sem profesorica slovenščine, in sem se morala, lahko rečemo, kar mal odločiti za to, ampak se mi je zdelo zelo prav, da tudi slišim ta roman, da zveni. Tako, kot da je iz Nove Gorice. Ja. In tudi z Jakobom sva naši lektorci naročila. Jakob je rekel, Simona, prosim, nekatere besede sem načrtno napisal, tako kot jih mi govorimo, ker je Jakob iz tistih koncev. Prosim, ne mi popravljati. In tudi Mitja, pri spremni črtici je ravno tako uporabljal hote. Lektorico sva že vnaprej opozorila in prosila, naj se tega ne dotika. Torej, da se sliši v bistvu kot od tam. Tako. No, smo pa dodali, roman je namenjen vsem bralcem, ne samo primorskim, zato je tudi v romanu slovar besed, ki so neznane oziroma narečne, in ob katerih se seveda primorci nasmihajo, ne potrebujejo tega slovarja, drugi pa kar smihajo. Del knjige je pa tudi to, qui si parla soltanto italiano. To je čas po vojni. Povejte, kaj vam zbudi ta stavek, oziroma tako bom rekla, zdaj v Italiji vidim, ni problem, če ne govoriš italijansko. Tudi ne samo, če govoriš angleško, tudi če govoriš slovensko. A povem eno anekdoto oziroma zgodbo. Pred časom sem šla v Štandrež, v lekarno, in sem gospoda nagovorila v slovenščini, če bi mi pač nekaj
svetoval in on se mi opraviči, pravi, oprostite, ampak ne govorim slovensko. A lahko počakate, gospa magistra, ki je tu, vam bo postregla. In jaz sem prešla v italijanščino, ne, in sem rekla, ne, ni problema, bova midva kar v italijanščini. In mi je lepo prijazno postregal in na koncu se mi je iskreno opravičil, ker ne zna slovensko. In se pa verjetno še dobro spomnite, jaz se spomnim tega časa, 80-ih, Tako. ko če si šel čez mejo, so tudi ljudje, ki so znali slovensko, niso želeli govoriti slovensko in so se delali, da ne razumejo, če je nekdo... To sem uprizorila v Lili. Ne? Tako. Ja. Zdaj je drugače. Zdaj je drugače. Ja. Spomnimo pa se tudi, mislim, ne mi, ampak po pripovedovanju naših starih staršev, recimo naših starih mam, tega časa, o katerem tudi govorite, ko ti otroci v šoli pod fašizmom niso smeli govoriti, uporabljati slovenščine, nič. Ne, moja stara mama je tudi, sem s Primorske, tako da v bistvu ima moja stara mama imela tudi to izkušnjo in to je posebna vrsta bolečina. To, da otrok svojega jezika v šoli ne sme izraziti. Ne? To mora biti nekaj strašnega. Da lastnega jezika, jezika svoje družine ne moreš uporabljati v javnosti, ker je prepovedana. O tem tudi govorim v tej drugi zbirki, kratke proze Zavladati vetru. Imam eno tako zgodbo o italijanščini in obvezno, torej o prepovedih pravzaprav uporabe svojega jezika. Mislim, sama obožujem slovenski jezik, tudi tako poklicno kot tudi pisateljsko in se mi zdi strašno, da je bilo obdobje in tudi, da je pravzaprav, da na svetu so taka področja, take države, kjer je nedopustno uporabljati jezik svoje družine, materni jezik. Meni se recimo pri moji stari mami zdelo zanimivo to, da recimo torej Primorska je kraj non, a ne? Moja stara mama ni bila nona. Tudi moja stara mama ne. Je bila stara mama. Ja. Načrtno, ker ni želela, da jo kdo kliče po italijansko. Ravno iz te izkušnje, iz osnovne šole, kjer ni smela uporabljati slovenščine. Razmišljala sem prej, ko sem se pripravljala na ta pogovor, kako je v bistvu zanimivo, da ona je bila recimo iz delavske družine, to so bile izjemno revna družina, delavska, kako torej ta skrb za jezik in ta bolečina ob neuporabi svojega jezika, kako to ni nekaj, kar si mislimo, da je stvar intelektualcev, ampak je v bistvu ta boj za jezik tudi boj delavcev. Drži. Ja. In je to pravzaprav napredno in skupnostno, ne? Drži jih skupaj, čutijo se pripadniki določeni skupnosti. Tako. Jezik je izjemna pravzaprav pripadnost. Kategorija. Ja, kategorija. Nas drži skupaj. Vam je že kdo mimogrede ponudil, da bi posneli po tej knjigi tudi film? Ponudili mi še niso, ker to bi bil drag film, če smo si čisto odkrili. Seveda, ker bi bilo treba vse te zgodovinskih obdobij. Mi je pa mnogo ljudi že reklo, da bi bil to zelo zanimiv film. Sicer pa, kot ste omenili, poleg literature za odrasle, pišete tudi za otroke in mladinsko literaturo. Recimo za roman Balada o drevesu ste dobili nagrado Desetnica. Prav s to mislijo na mlajše bralce, ali pa da rečem najstnice in najstnike. Te stiske, ki jih opisujete, recimo, otrok, mladih, opisujete na način, da si znamo spet predstavljati sebe skozi oči mladih. Ne vem, če sem se dobro izrazila. Zdi se mi, da včasih pozabimo, kako je bilo, na kak način smo razmišljali, kako smo videli svet, ko smo bili stari 14 in 15 let. Recimo. Torej, roman Gorica se celo začne z otrokoma, oziroma 3 otroki. Ja. In torej, mislim, da so stare 12, 7 in 5 let so stare. 7-letna razlika je, ne? Ja, tako, ja. In je kar med Pino pa Doro, ja. In sem tole, lahko rečem, kar uporabila znanje pisanja za otroke, da sem to perspektivo nevednega pripovedovalca oziroma tudi ne samo nevednega, ampak tudi takega tipajočega, ne, ki, pa tudi otrok je ga ne omejujejo misli na politiko
ali na karkoli. Mislim, bolj so bele dokolenke pomembne in kaj bo naslednji dan v vrtcu in tako naprej. Medtem, ko je Dora že 12-letna, pa že ve, njo pa skrbi, kje je oče, bo oče se vrnil. Tako, se bo vrnil. Vse ve, kaj se dogaja, ne ve pa naprej. detajlov. Tako, Ne? ja. No, potem pa, ko odraščajo ta dekleta, sem trudila se tudi, no, da je to hkrati tudi roman rasti, v smislu, da Pino vidimo, kako odrašča, kako je najprej skaklja recimo okrog Dore, ki je pa že najstnica, že pravzaprav mlada ženska, ona pa še zmeraj otrok, potem pa kako naglo odraste, tudi zaradi te meje. In zaradi odhoda Rozi. Sicer ne smem preveč povedati, da ne bom bralcem tako, da ne bom odzela te bralne užitke. Obljubim, da o Frankotu ne bom nič povedala. Okay. Nekje ste rekli, ko sem se pripravljala na ta pogovor, sem slišala na enem od teh, veliko hodite po Sloveniji in pripovedujete o svojih knjigah. Povabijo me, Torej po šolah tudi in tako naprej. Pravite, da roman za mladostnike mora vedno ponuditi tudi rešitev, da dobijo mladi informacijo, da tudi če so v življenju težke situacije, stiske, je življenje lepo in obstajajo rešitve za te stiske. To ste rekli na enem od nastopov. A po vašem mnenju dobijo otroci, mladi, mladostniki, tega v naši družbi premalo? Torej, najprej moram povedati, da sem že karakterno, značajsko sem tak človek, da vse povsod iščem rešitve in to kot najmlajša v družini, so mi bratje in sestre zmeraj povedali, da sem vedno iskala, saj bo vse v redu, saj tudi njih sem tolažila, čeprav so bili mnogo starejši od mene. Ne? Tak karakter sem pač. Drugo, kar je, da sem v življenju doživela že marsikaj hudega, marsikatero bolečo izgubo, ki me je potrla, ki me je potisnila na dno, ampak sem vedno znova naredila prvi korakec, pa drugega, pa tretjega, bodi si sama, bodi si s pomočjo ljubljene osebe, ki je bila ob meni, ker vedno je nekdo zraven, ki te spodbuja in ki ti pomaga, tudi če tisti hip misliš, da ga ni, je. In ker sem sama se vedno rešila in ne sama rešila, ampak ker sem to izkusila, vem, da tako je na tem svetu in vem, da se resnično marsikdaj spremeni v boljše, da mine in tako naprej. Zdaj pa odgovor na vaše vprašanje, mislim, da je premalo tega v slovenski literaturi, v slovenskih filmih je premalo lepega, svežega, dobrega, ljubezni, pomoči, sočutja in tako naprej, ker to je. Ker to obstaja. In zato si, pazite, ampak nočem pa biti kičasta, da bi zdaj ponudila ene osladne rešitve. Ker to pa ne. In zlasti mladi bralci so zelo občutljivi na kič. Zelo so občutljivi na laž, na sprenevedanje. In vendar se iz vsake težke teme lahko razvije nekaj pozitivnega. Dobijo tega dovolj v šolah? Občutka, da bo vse v redu, da je nekdo, ki jim bo pomagal, da so težke stvari? Ni nujno. Ni nujno, da dobijo dovolj tega doma, ni nujno, da dobijo dovolj tega v šolah, v družbi. Tudi družba naša je zelo nagnjena k iskanju slabega. Spomnim se, da sem nekoč bila na enem Erasmusu na Nizozemskem in sva z gospo gledali poročila, seveda nizozemsko ne znam, in sem jo vprašala, o čem govorijo vsakič znova, in ona mi je povedala, zdaj tukaj govorijo o zmagah tega srednjošolskem tekmovanju, je zmagal ta razred. Tukaj govorijo o inovacijah v tem in tem. Tukaj govorijo o urejanju kolesarskih prog, nekaj tudi likovno gradivo mi povedalo. Ne? Hočem povedati, vsa poročila so bila pozitivna. Ko je bila prikazana vlada, so za to, da so sprejeli nekaj dobrega, oboji, in koalicija in opozicija, stopili skupaj, ker se niso borili eden proti drugemu, ampak za Nizozemsko. Se vam zdi, da je že naša družba nagnjena k temu, da mislim, ne išče rešitev? Ne išče rešitev, da se poglablja negativno.
Napisali ste tudi zbirko kratke proze Zavladati vetru, ki ste jo prej omenili. Ob tem ste rekli, da del travm je tudi to, če se liki ne uresničijo. Mislite torej, če sem vas prav razumela, da so tragične ne le usode, ki jih globoko zaznamuje neka, ne vem, žalost, tragična izguba ali karkoli, ampak tudi, če se nekdo, ki gre čez življenje, ne uresniči tega, kar si želi. Brez dvoma. To je eno. Torej, da ne zbere moči in poguma, da bi uresničil svoje želje. Drugo, da caplja na mestu, pa da se smili samemu sebi. Skratka, mislim, da se mnogo da spremeniti. Tretje pa je tudi, kar je problematično, je pa pomanjkanje komunikacije. Povedati, izreči, ubesediti to, izpovedati in strahove, in žalosti, in želje. Ker če to slišiš, že ti je zate pomembno, da si ti slišal, ne? Da svoje besede, svoje želje, potem pa delati prvi korak, drugi korak in tako naprej. Ste, kot ste mi povedali, za polovični delovni čas zaposleni tudi kot profesorica, in sicer na Škofijski klasični gimnaziji v Ljubljani. A črpate to notranje življenje mladih, o katerem potem pišete, tudi iz stika, ki ga imate s svojimi učenci? Torej, vsekakor biti med mladimi, po eni strani pomeni biti mlad. Res, moram povedati, da ta mladina tudi nas profesorje ohranja pri živosti, ker moramo biti, ne? To je dinamika, to se vse iskri, to zelo rada vidim. Najbolj me užalostijo apatični, mrtvoudni, mladi ljudje. Res se užalostim, ko vidim nekoga, ki, kot sva se prej pogovarjali, ne, ki caplja, ki ne vidi, kaj bi počel. Ne. Biti med mladimi pomeni, da me neprestano izzivajo. Izzivam jih tudi jaz, njih. Tudi. Po drugi strani pa mislim, zdaj tako, same po sebi se mi ponujajo zgodbe. V smislu, vidim, kaj jih vznemirja. Povejo mi, kaj jih vznemirja. Nekatere zgodbe ostanejo potem neizrečene, nenapisane, nekatere pa jih napišem. Jih premalo poslušamo mlade? Ja, premalo jih poslušamo. In preveč jih kategoriziramo. Tlačimo v predalčke. Današnji mladi so taki in taki. Preveč. Torej, mladi ljudje so tisti, ki so na začetku svoje odraslosti in po eni strani jih preveč ščitimo in to delamo zelo narobe, ker jih dojimo predolgo, ne mislim fizično, ampak ker jih pretiravamo s skrbnostjo in z zaščitništvom, jih ne spustimo v svet in potem jim pa očitamo, da ne obvladajo. Ampak zakaj ne obvladajo? Ne? No. In kot vidimo, ne, trenutno v Srbiji, v tem trenutku so odgovor prav ti mladi, o katerih se pogosto tako govori, kot ste rekli, ne, so v bistvu rešitev, oziroma zmorejo preseči to, česar niso mogli preseči naše generacije. Drži. Je pa pravzaprav v zgodovini je sploh tako, da so mladi pobudniki marsikdaj nečesa novega. Ne marsikdaj, ampak skoraj vse, recimo temu revolucije, so začeli študentje, dijaki, študentje predvsem, ne. Ali pa mladi intelektualci. Ali pa tudi mladi delavci, pravzaprav. Tako. Ste pa tudi avtorica več učbenikov, delovnih zvezkov, priročnikov za slovenski jezik. Kaj gre srednješolcem tu najtežje, kaj jim je najtežje? O pomenu jezika sva že govorili in še bova. Kaj vam pripovedujejo v razredu? Kaj je tisto, kar imajo pri
jeziku najraje, kaj pa jim je najtežje? Torej, najprej moram povedati, kako je prišlo do tega. Saj bom zelo na hitro povedala, kako je prišlo do tega, da sem začela s pisanjem učbenikov oziroma priročnikov za slovenski jezik. Ko sem bila mlada profesorica slovenščine v Novi Gorici, sem ugotovila, da nimajo dijaki kaj prijeti v roke. Ni bilo učbenikov. Zdaj jih je poplava, ne? Ja. Ampak takrat pa ni bilo nobenih učbenikov in sem učbenike napisala najprej za svojo šolo. Učbenik en. Potem so želele druge šole v Novi Gorici še, da bi tudi one imele, pa sem popravila prejšnje napake in naredila nove za ta nov učbenik. No, potem so me pa na založbi DZS-ju prosili, če bi za celo Slovenijo napisala učbenike za poklicne šole in potem naprej za poklicno-tehnično izobraževanje. To je 3+2, če rečem žargonsko, ker pa potem, ko smo z družino prišli živeti v Ljubljano, sem učila na gimnaziji in še učim, so me potem pa tudi moji gimnazijci, ne, so rekli, kaj pa zdaj to, ne, zanje pišete, za nas pa ne, tako da so nastali še učbeniki oziroma priročniki za gimnazijo oziroma druge srednje šole. In tako je postala, tega je veliko. Zdaj, ko sem pa v razredu, s čim se največ težav imajo? Dijaki, ki ne berejo, imajo z besednim zakladom velike težave. Dijaki, ki veliko berejo v angleščini, imajo z lepo slovenščino težave. Skoraj vsi imajo pa težave s pravopisom, ker premalo pišejo. In pišejo pa premalo, ker premalo berejo in ker imajo premalo besednega zaklada in ker je tudi majčkeno bi mogoče šolstvo malo se moralo obrniti. Preveč je samo obkroževanje, v osnovni šoli je preveč obkroževanja odgovorov v delovnih zvezkih, premalo pisanja. In tako da mislim, da je to kar precej močno. Ampak jaz recimo, ne vem, večinoma učim starejše, se pravi 3., 4. letnik, in takrat že dijaki zelo dobro vedo, zakaj hodijo v šolo in se angažirajo, ne? Zanima jih, hočejo popraviti svojo slovenščino, ne samo zaradi mature, ampak tudi zaradi preprosto pripadnosti narodu, zaradi želje, da so res pravi intelektualci, ki znajo besede, ki se jim v možganih porodijo, tudi pravilno izreči ali pa napisati. V enem od prejšnjih podcastov sva z Anjo Zagolob načeli, nekako sva prišla do tega pomena pedagoga, učitelja, profesorja, nekaj, kar nas je zaznamovalo, kako pomemben je včasih pač nekdo, ki te ima v srednji osnovni šoli, nek predmet, in ki ti odpre v bistvu cele nove svetove ali pa teh ne. Imate tudi vi takšno izkušnjo oziroma kako vidite vi ta potencial v otrocih, mladostnikih, ki ga lahko uresničijo, pomagajo uresničiti dober pedagog ali pa v bistvu, ki, kot ste prej rekli, jih v škatlo dajemo te otroke in mogoče celo zavremo potencial njihov s šolo, ne? Torej, na začetku tega vprašanja so se mi točno 3 osebe pred oči narisale. Ja. In sicer je bila to učiteljica slovenščine v osnovni šoli, profesorica slovenščine v srednji šoli in profesorica italijanščine. In jaz sem pa študirala slovenščino in italijanščino. Kar pomeni, da so me res zaznamovale in so mi bile tudi zgled. Čeprav moram povedati, da mi je bila velik zgled tudi moja profesorica matematike, ki je sicer zavijala z očmi včasih nad mojim znanjem matematike, ampak potem pozneje sva postali kolegici in sem mi povedala, koliko sem jo vedno občudovala in še vedno se slišiva. In tudi ob tem romanu me je poklicala in sva se pogovarjali, je bil všeč. Mislim, da smo pedagoški delavci, sem tako grdo rekla, to ni lepa beseda, ampak mi, ki delamo z mladimi v šoli, dan smo zelo opazovani. Oni nas opazujejo, vidijo, kdaj smo pristni, kdaj žarom učimo in tudi to je zanje zelo pomembno. Dostikrat sem že slišala o sebi od generacij, ki so zdaj že zelo daleč od srednje šole, s čim sem jih zaznamovala.
Jih lahko torej nek pedagog v tej njihovi unikatnosti razvije ali pa zavre? Ne? Drži. Torej, eno je, da poveš dijaku, da iz njega ne bo nikoli nič, da je njegovo znanje angleščine tako bedno, da ne bo nikoli v življenju uspel, da s tole matematika je vendar tak predmet, da bi ga moral znati, da če ne boš bral domačih branj, ne bo nič iz tebe. Skratka, mnogokrat te izjave so lahko usodne. Tudi če ta profesor to misli, ne bi smel tega reči, bi moral iskati rešitev s tem mladim človekom. To ni dijak, to je mlad človek, ki se krepi pravzaprav in krepi iz teh spodbud in išče in gre naprej. Navdušiti za branje. Kako mlade navdušiti za branje? Rekli ste, veliko jih premalo bere. Kaj vi priporočate? Imate kakšen nasvet zanje? Torej, najprej moram povedati, da ko z maturanti delamo maturitetno gradivo, se pravi, letos imamo roman in pa zbirko kratke proze, lani smo imeli drame in tako naprej, vedno rečejo dijaki, da ker se tako poglobljeno dela neko delo, da je to čudovito. Se pravi, sami sebi si vzamejo pravzaprav možnost užitka, če ne berejo, ampak branje je tudi vprašanje pri odraslih. Ne? Kam se je izgubilo tisto veselje, ko se je majhen otrok tako rad poslušal ko mu je oče, mama, ko mu berete ali pa kdorkoli. Ne? Zakaj se ne bere več potem, pozneje, a s čim se nadomesti, je res škoda. Običajno, če prime mlad človek, mlad človek, tudi odrasel, v roko dobro branje, ga bo to morda spodbudilo, da bo naprej bral. Drugače pa mislim, da premalo drugemu beremo. Namreč mislim, da ni prav, da se bere samo majhnemu otroku. Ko smo mi z družino hodili na morje v Valun, je en danski gospod svojim 3 odraslim otrokom vedno zvečer bral na glas. Odraslim. To so bili 3 študenti, dijaki. In vedno je on bral, nikoli nismo videli, da bi kdo drug, in vsi so zelo poslušali. Meni je to zelo všeč, moram povedati, da imava z možem to navado. Eden drugemu berete? V resnici sem jaz bralka. Mož pa zelo rad posluša. Jaz pa zelo rada berem na glas. Imate pa tudi hčerko, ki je tudi pisateljica, tako. Katarina Gomboč-Šeh. Bila je med testnimi bralci oziroma bralkami. Vedno je. Vedno je. Tudi na roman Gorica sem mislila. Je stroga bralka. Kaj ste popravljali v bistvu, ko so testni bralci, bralke prebrali? Ste veliko popravljali? Ja. Torej, seveda, mislim, imam odlične tekstne bralce. Imam Katarino, potem vedno je to Nataša Koncler-Rencuti, ki je tudi zelo prodorna in večino upoštevam. Katarina je zelo stroga in pravi, zadnjič je rekla, novejši roman, je rekla, veš, moraš vedeti, da te imam jaz zelo rada, ne? Da ti zato sem tako kritična in zato si tudi, ker sem tvoja hči, sem tudi zelo iskrena. In to cenim pri njej, sploh pa cenim dejstvo, da je tudi sama pisateljica in sama zelo natančna bralka tudi drugih besedil, drugih romanov in zato ji zelo zaupam. Ja, precej popravim, zlasti nedoslednosti, a ne, če si jih privoščim, in pa zelo se trudim, da izrišem karakterje oseb in tudi pri romanu Gorica sem se zelo trudila, da sta Dora in Pina različna značaja, pa Lili Spot, še novejšo dekle, ne, ker je toliko mlajša od njiju. Skratka, da sem dala 3 različne značaje. Z Matejo pa nisem imela težav. Evo pa smo pri koncu in kot sem prej obljubila, bova zaključila s tem, kjer vi zdaj živite. A ne? Gre za Pedrovo. Ja. A sem prav rekla? Tako je. Ja. To je staro naselje, vasica, ki je še na začetku 20. stoletja štela 110 prebivalcev. Pred 20 leti 2. 30. 30. 2, ja. 2 in zdaj?
Zdaj pa tam okrog 20 do 25, odvisno. Ne. Stalnih prebivalcev mislim, da je 21, celo imamo otroke, torej zjutraj pride v vas kombi po 2 osnovnošolki, v vas pa pride čez konc tedna tudi malo več ljudi, ker so tudi kakšni vikendaši. A ne. Naša družina, sicer prihajamo v Pedrovo iz Ljubljane, ampak se ne štejemo za Ljubljančane, se bolj počutimo domačine, tudi sama imam stalno bivališče in tam živita tudi Katarina in njen mož za nekaj časa, torej zdaj bosta odšla kmalu, tako da vas je čarobna, ker je ko orlovo gnezdo nad Vipavsko dolino na robu Krasa, naprej potem Komen, Škrbina in ostale kraške vasi. Torej razgled imamo čudovit na Vipavsko dolino. Mirna vas je to taka umetniška, lahko rečem. Na koncu vasi je umetniška galerija, likovna, v vasi živi kipar, v vaši živi scenografistka, v vaši živita 2 pisateljici. Skratka, je taka zanimiva vas. Ampak vaša družina se je tja preselila? Ja, čeprav razumem, kaj ste se zaljubili v to? Ne, v to vasico se je zaljubila moja sestra in je kupila razvalino s svojim možem, sta kupila razvalino, sta jo prenovila in žal umrla. In ta hiša je bila potem 12 let prazna in moj mož je bil pravzaprav tisti, ki je menil, da je treba to hišo oživeti. In meni je bilo težko, pač zaradi tega, ker sem imela žalostne spomine na svojo sestro. In je rekel moj mož, sej hiša ni nič kriva. In res ni, res smo jo oživeli in je naš dom. In je tam, kjer je manj življenja, več življenja? Ja. Ja. Ker to je to, kar sem vas vprašala. Več se družimo, bolj se imamo radi med seboj, tudi prepiramo, se pravi, to je več življenja. Ja. To je prav zanimivo. Ne? Čeprav moram priznati, da tudi v Ljubljani živimo v takem delu, kjer je zelo lepo živeti. Okay. Najlepša hvala za pogovor, najlepša hvala za vaše misli o Gorici, ki je, kot sem rekla, ta teden še posebej aktualna in tudi za vse druge misli na svete. Hvala za vabilo, bilo mi je zelo prijetno. Hvala še enkrat. In hvala, dragi gledalci in gledalke, poslušalci in poslušalke. To je bil še en podcast. Naslednji teden smo spet z vami.